En lep predsilvestrski pozdrav socialno omrežje Slovenske note 2020. Gledate tretjo praznično oddajo Slovenske note, ko smo se oglasili v kraju zmagovalke Slovenske note 2020, Slovenska Bistrica, in bomo torej z našo zmagovalko Lariso poklepetali. Ostanite v naši družbi. Larisa Leva je simpatična mlada pevka iz Slovenske Bistrice, ki je že pri 13 letih osvojila laskavi naslov zmagovalka Slovenske note 2020. Mlada umetnica in kreativni up v nastajanju je tega meseca izdala svojo prvo slovensko pesem in pričela živeti svoje sanje. Poleg pevskega talenta Larisa neguje kup drugih talentov, ki jo delajo posebno. Letošnje leto je bilo njeno. In kdo je Larisa osebno? Kaj vam ima še zapovedati? In kako gleda na svoj uspeh? Izveste nocoj v posebni praznični oddaji in vas vabimo, da ostanete z nami. Larisa, en prisrčen pozdrav ti želim. Lep pozdrav tudi vam. Kako si kaj? V redu. Tukaj si nas danes sprejela v svoji Slovenski Bistrici, v zelo posebnem parku, kaj ne? Tamle malce naprej se nahaja tvoja šola. Larisa, sedaj mineva že kar nekaj mesecev, odkar si slavila na Slovenski noti 2020 in me zanima, zdaj, ko se spomniš za nazaj, a ne? Za september. Kaj je prvo, kar ti pade na misel? Občutki so res fenomenalni, res tega trenutka ne bom nikoli pozabila. Mislim, da ja. Je bilo nepozabno. Ja. Zagotovo. Kako pa si se počutila takrat, ko si zmagala oziroma ko so potem prišli konfeti na teboj? Kako si se takrat počutila? Srce mi je ful razbijalo, bila sem ful živčna, srečna. Ja. Super. Torej je bil to dan, ki si ga boš zagotovo zapomnila. Ja. Za večno, kaj ne? In zanima me, na videoposnetku, ko smo lahko videli to razglasitev točk, si kar parkrat morala zavzdihniti, si morala parkrat, ko smo čakali na rezultate. Je bilo to zagotovo napeto, kaj ne? Takrat. Ja, zelo je bilo napeto, ker sem komaj čakala, da izvemo, kdo bo zmagovalec. Res sem bila nestrpna. Takrat v svojo žarometov. Ja. In na to si dobila svoj stekleni kipec Slovenske note, kaj ne? In kam si ga shranila? Kje počiva doma? Jaz ga imam shranjenega na eni prav posebni polici nad mojo posteljo. Res imam ga skozi na očeh, skozi ga gledam, vsak dan ga vidim. Ja. Torej te spominja vsak dan na ta dan. In Larisa, letošnje leto smo imeli slogan Najdi svoj izraz, kjer smo vas spodbujali, da ste čez celotno leto iskali, kdo ste, kakšne ste in tako naprej. In me zanima, če se spomniš od avdicije, junija, pa do danes, evo, decembra, ko praznujemo te praznične dneve. Ali si se kaj spremenila, če ja, kako, če ne? Mislim, da sem se kar spremenila. Preden smo začeli za Slovensko noto, me je bilo tudi kar sram, glede snemanja in tega, pa se mi zdi, da sem se zdaj kar sprostila. Da si pridobila s tem nastopanjem malo več samozavesti. Me v malo manj sram pač nastopati. In najbolj, kar se spomnimo v ekipi, poleg seveda tvojega zmagoslavnega finalnega nastopa, smo bili v ekipi zelo presenečeni nad tvojim nastopom na promocijskem koncertu, kjer je bila nek klik se je zgodil, ko se je začela predvajati pesem Deklica zaljubljena, ne, od Zale Smolnikar, se je takrat kar neka nova Larisa pojavila. Kaj se je takrat dogajalo, da si se prebudila v neki novi luči? Kaj je bilo? Takrat sem bila zelo zaljubljena v enega fanta. Pač, ne vem, ko sem tisto pesem slišala, sem se tako odločila, ta pesem pa me ful opiše in sem bila tako, to moram zapeti. Torej si črpala iz vsakdanjega življenja? Ja, iz neke ljubezni. Zato je bil potem nastop tako prepričljiv? Ja, mislim, da. In ko sva že ravno o tem govorila, o teh fantih in resničnih osebah, ki te obdajajo, takrat, ko si zmagala, so bile še šole odprte, a ne? In potem si se v ponedeljek vrnila v šolo. Kaj so kaj rekli sošolci, sošolke? Na začetku
niso vsi vedeli. Enih par sošolk je skozi spremljalo slovensko noto, pol pa ko sem zmagala, so pa v bistvu bili vsi veseli, pa so vsi izvedeli, so mi vsi čestitali, pa sem bolj tudi dobila veliko pohval. To je zelo lepo slišati. Ja. Torej je bil to nek tak razredni dogodek, Ja, tvoja zmaga. ja. Krasno. In ko smo že ravno tej podpori, ko smo končali s praznovanjem slovenske note v Hrastniku, si se na to s svojimi bližnjimi, ki so te prišli podpreti v Hrastnik, odpravila semkaj v Slovensko Bistrico, ne? Ja. In me zanima, koliko je bila dolga noč in kje ste vse praznovali? Kako je izgledalo to praznovanje? Ja, tako ko smo potem končali, smo se mi odpeljali do ene znanke, ko ima tudi en kafič in smo tam tudi proslavljali, mislim, da do 3 zjutraj. Wow. Ja, pa sem bila kar zaspana pol zjutraj, utrujena. Je bila potem nedelja za počitek, da si dojela vse te vtise in pohvale. Ja. Larisa, sedaj smo 30. decembra, pred silvestrski večerje in pred nekaj dnevi si izdala svojo pesem, svojo prvo res je. pesem, ki ti jo je poklonil Mladinski center Hrastnik, Ja. Le en pogled. Res je. In kakšna je zgodba za to pesmijo? Bojda je zelo osebna, ne? Ja, v bistvu pesem sem hotela nameniti vsem fantom, ki se v bistvu ne upajo pristopiti do punce, ki v bistvu ne upajo povedati, da so zaljubljeni v njih in pač predvsem, da jih ne rabi biti sram in povedati in pokazati to ljubezen, ker Torej bi lahko nekako sklepali, oprosti, ker te prekinim, nekako osebna zgodba. Si se nekako osebno našla oziroma... Ja, sem tudi jaz imela tako izkušnjo. Ne bom preveč vrtal, obljubim, da bom spoštoval to. Ampak vseeno, k pesmi se bova zagotovo še vrnila. Bova še spregovorila o njej veliko besed. Sedaj pa si za vse nas, naše spremljevalce in spremljevalke, pripravila eno posebno silvestrsko presenečenje, kaj ne? Nekaj si posnela, nekaj si zapela. Sem. In bi mogoče sedaj te povabil, evo, da vse, ki nas sedaj gledajo, samo povabiš, da si ogledajo, kaj si pripravila in povabi jih, da si to ogledajo. Zdaj pa lahko prisluhnete moji priredbi od pesmi Rada bi od Nuše Drašček. Uživajte. Hej, sem Larisa Leva, stara sem 13 let, prihajam iz Slovenske Bistrice in danes vam zapela od Nuške Drašček Rada bi. Uživajte. Spomini so še v meni živi kot takrat, ko šla sva se ukradeno pomlad. Ne vem, kako je s tabo, več ne srečam te, a jaz imam še vedno upanje. Rada bi, da spet me objameš, kot takrat si me. Ti že veš, kako me nameš, poznaš načine vse. Rada bi, da to ljubezen znova najdeva. Skrita je, a ni pozabljena. Vsak trenutek je s seboj obličen svilo bil. Čas po tebi je meglen in siv. Ko si dvigal sidro, si dejal, le modjevi. Če napisal ti bom zadnjo stran v srci. Rada bi, da spet me objameš, kot takrat si me. Ti že veš, kako me nameš, poznaš načine vse. Rada bi, da to ljubezen znova najdeva. Skrita je, a ni pozabljena.
kot takrat si me. Ti že veš, kako ne nameš, poznaš načine vse. Rada bi, da to ljubezen znova najdeva. Skrita je, a ni pozabljena. Ti že veš, kako me nameš, poznaš načine vse. Rada bi, da to ljubezen znova najdeva. Skrita je, a ni pozabljena. Skrita je, a ni pozabljena. Tako smo že nazaj. Larisa, res hvala za tole silvestrsko priredbo. Tvoje zmagovalne pesmi oziroma tvoje zmagovalne priredbe rada bi. Upam, da si nas vse pocrkljala in upamo, da boš teh crkljanj še veliko v prihodnosti. In če se nazaj vrniva to, kar sva spregovorila pred tole kratko pavzico glasbeno, o tvoji pesmi. Za našo spletno stran na slovenska-nota.si si povedala, da si imela pred odhodom v studio kar nekaj treme, a ne? Zagotovo prvi dan v studiu, to je logično. Kaj ti je vse skrbelo, kaj ti je šlo po glavi, ko si se vozila? Ko sem odhajala v studio, sem bila ful nervozna, ker me je bilo strah, da bi pozabila besedilo, da ne bi kaj zapela v redu, ampak sem pol na koncu sem pa v bistvu naredila vse v redu, ker sem se potem tudi sprostila in je bilo potem vse odlično. To je super slišati. Torej si nekako preživela svoj prvi snemalni profesionalni studijski dan. Ja. Kako bi bilo na splošno sodelovati z Aleksom? Aleks Volasko je tvoj producent tvoje prve pesmi. Kako je bilo sodelovati z njim? Ja, ful je fajn, ker mi je tudi ful pomagal, da sem se tudi sprostila takrat. Ful je zabaven. Ja, še večkrat bi sodelovala z njim. Še večkrat sodelovala z njim. Torej se zagotovo še kaj obeta, kaj ne? Ja, res je. Za vse spremljevalce in spremljevalke Slovenske note, ogromno jih je, oziroma kar nekaj jih je, ki jih ravno mika ta snemanje pesmi, to, kar si sedaj ti dala skozi, a ne? In me zanima, kako pravzaprav izgleda snemanje pesmi. Kako je to potekalo? Imela sta sestanek v Mladinskem centru Hrastnik septembra in nato sta pesem sedaj ustvarjala 2 meseca, skoraj da 3. Kako je to izgledalo? Povej nam malce to. Ja, res je, na začetku smo imeli, vsi skupaj smo imeli sestanek in smo se v bistvu, jaz sem Aleksu dala predloge, kakšna zvrst pesmi mi je všeč, kaj rada poslušam, kakšno besedilo mi je všeč. Potem je Aleks tudi poslal različne melodije, pesmi in sem se potem jaz tudi odločila za tisto pravo, ki mi je bila res všeč in mislim, da je bila tista najboljša. Super, in na to še seveda snemanje vokala in sedaj pesem se že vrti oziroma je že med ljudmi, a ne? Torej, zagotovo bi snemanje pesmi še ponovila v prihodnosti. Sedaj si seveda, je ta pesem je ugledala luč sveta in sedaj bi na tem mestu mogoče povabil, da si prisluhnemo tej pesmi. Za vse tiste, ki mogoče te pesmi še niste slišali, torej samo nekaj sekundic, Larisa Leva in Le en pogled. Za vse tiste, ki pa bi radi pesem celo slišali, pa nujno na Larisin celoten YouTube kanal, da si ogledate še videospot. Prosim. Moja si pesem, o njej živiva. Najina zgodba se vanjo zliva. Skupaj so pesem, o njej živiva. Najina zgodba se v njej preliva. Le beseda in žesi polepšava svet, da vse stvari lahko dovolj je le en pogled. Tako,
Torej, to je pesem Larise Leva, res krasna pesem, čestitke za izid. Hvala. Sedaj je torej Slovenska nota 2020 skoraj da za teboj, obeta se nam še eno glasbeno druženje v januarju. Imaš kakšne plane za naprej? Po Slovenski noti si kaj razmišljala, oziroma kakšne imaš želje, no, tako? Ja, imam že veliko planov, tudi imam že za naprej, kakšne pesmi si želim izdati, neko idejo, neke cilje, ki jih hočem tudi narediti. Torej imaš Ja, v planu veliko glasbenih presenečenj za vse nas. ja. No, to se zelo veselim vsega tega in verjamem, da vsi mi. Finalistke. Ne, letošnje leto ste se na Slovenski noti res ogromno družile, ogromno je bilo teh srečanj v živo, dogodkov Res je. in me zanima, kako ste se kaj razumele in s katero si se mogoče ti najbolj povezala, ujela. Jaz sem se družila z Nušo Grm in Manco. Oni sta res ful sta prijazni, ful sta taka sončka sta. Sončki, sončici. In res ful sta v redu osebje. In si ful želim, da bi mogoče kdaj tudi z njima na kakšnem odru, na kakšnem koncertu tudi zapela kakšno pesem z njima. Wow, no to se že zelo obetamo, oziroma Ja. to bi bilo zelo veseli. Ja, super je to slišati, da ste se razumele. Kako pa je potem mogoče, ste torej ohranjali te vezi, mogoče do danes se pogovarjate kaj? Ja, se tudi pogovarjamo večkrat, ja. Torej ste v stikih, negujete. O, zelo lepo slišati. No in na to si ravno z Nušo Grm, katero si sedaj omenila, posnela prav posebni prazničen duet, kaj ne? In si bomo na tem mestu privoščili eno kratko pavzico, torej zelo poseben duet, nocoj sedaj v tem trenutku premiera, Larisa Leva in Nuša Grm in Tangels, Zamrznil je čas. Uživajte. Veš, da skriva ta brezbrižni sneg, polno pis spominov v dlaneh, lomni s prsti, hladni mi srce, dušo zebe, ko boža me. Leto zamrznil je čas, tebe spomin kliče mraz, žalost ovija me v plašč, namesto tvojih rok. Leto spet riše sledi, na misel tebe boli, in sneg kot sol na rani zaskeli. Zima vem, delam se, da že spet živim, ko o tebi več ne govorim. Ah, ta zvok snežink mi prepuje dan, nočem se zbujati sam. Leto zamrznil je čas, tebe v spomin kliče mraz, žalost ovija moj plašč, namesto tvojih rok. Leto spet riše sledi, misel na tebe boli, In sneg kot sol na rani zaskeli. Srce usoda zlomila, a tokrat se je preveč močno zmotila. brez tebe ni. Leto zamrznil je čas, Tebe v spomin kliče mraz, žalost ovija me v plašč, namesto tvojih rok. Leto spet riše sledi, misel na tebe boli, in sneg kot sol na rani zaskeli. Leto spet riše sledi, misel na tebe boli. in sneg kot sol na rani zaskeli.
Lepo pozdravljeni, Evo, smo že nazaj tukaj pri Larisi Leva v Slovenski Bistrici, res krasen duet z Nušo, zelo lušten duet, upam, da ste se tudi tako ujeli, se pravi glasbeno in da bo res to glasbeno minglanje doživelo enkrat v resnici. Larisa, letošnje leto smo v tvoji Notini razglednici, video predstavitvi, ki si jo posnela malce metrov stran od tule na gradu Slovenska Bistrica, lahko spoznali, da imaš poleg petja tudi ogromno drugih talentov in med njimi je tudi to likovno ustvarjanje. Nekaj umetnin si tudi danes prinesla sem, bova jih potem malce pokomentirala. In me zanima, koliko časa že rišeš? Rišem že res od malega, odkar sem prijela barvico v roke. V bistvu pa potem v 1. razredu sem pa potem, ko so se začele ocene, so me potem učiteljice dale kot za nadarjeno učenko. Čestitke. Hvala. In sem potem tudi dobila veliko priznanj, pohval. Ja, bravo, to je zelo lepo. Potem je bilo petje ali risanje? Kaj je bilo prej? Ali oboje nekako hkrati? Oboje je bilo. Hkrati? Ja. In kako je potem prišlo do tega, da si začela tako likovno ustvarjati potem še naprej? Torej, preko tega statusa verjetno za nadarjene, kaj ne? To pa sem potem kar hitro začela. Mislim, da v 3. razredu sem potem tudi začela na platna risati in potem se je potem to začelo nadaljevati. To so res ogromne, velike umetnine, to niso samo nekaj na papir narisano. Mogoče bova sedaj pokomentirala nekaj tvojih umetnin oziroma da nam boš povedala, ki smo lahko vse te videli tudi v tvoji Notini razglednici. Če si jo niste ogledali, si jo lahko ogledate na YouTube kanalu Slovenske note. Pa me mogoče za začetek samo nasplošno zanima, kje dobivaš ideje za svoje slike oziroma za ustvarjanje? Ponavadi, ko sem res sama v sobi, sproščena, mi potem velikokrat pade kakšna ideja in potem to hočem hitro narisati, da mi pol ideja ne pade iz glave. Fantastično. In mogoče me sedaj zanima, da bi mogoče pokomentirala in bi prosil kamero, da mogoče samo približamo tole prvo tvojo umetnino. Kaj govori, kaj je zgodba za to sliko? Jaz sem nekako prišla do ideje. Moja sestrična je v bistvu vrhunska balerina, res že od malega se ukvarja z baletom in sem jo nekako hotela oprizoriti na tej sliki. Torej predstavlja neko resnično osebo. Ja. Si jo narisala po dnevi, po noči ali? Rišem ponavadi popoldan, po noči. Takrat se tudi najbolj sprostim. Super. In bi torej tako sedaj upam, da ste si naužili umetniških užitkov. In bi sedaj prosil kamero, da se pomaknemo proti drugi fotografiji, mogoče malce bolj barviti, tropski. Kaj ta slika predstavlja? Ta slika pa predstavlja papagaja. Idejo sem pa v bistvu dobila, ko sem malo scrollala po Instagramu in sem videla eno sliko narisano, mislim, da je bil lev gor na sliki in sem jaz prišla v bistvu do ideje, zakaj pa jaz ne bi narisala papagaja in sem ga potem narisala. Torej je bil čist nek instinkt po trenutnem navdihu. Ja. Zelo lepa. Mogoče me na tem mestu zanima, imaš kakšne razstave, mogoče slike že kaj prodajaš ali to še prihaja v prihodnosti? To še bo verjetno v prihodnosti. Imam pa v šoli, imam prav taki 2 tabli v avli, ki so gor razstavljene samo moje slike. Prav, samo personalizirane tvoje, Ja. wow. V osnovni šoli Slovenska Bistrica. Ja. No, torej sedaj vemo, kam iti, če si hočete ogledati umetnine. In bi mogoče kamero prosil še tretjo sliko oziroma tretjo umetnino poleg Larise. Ta je mogoče malce posebna, umetniška, o čem govori? To sem pa v bistvu narisala za mamin rojstni dan. V bistvu svetla stran tega telesa predstavlja mamino veselje, radost, vso pozitivo. Temna stran pa v bistvu predstavlja njeno delovno stran, ko res ona ko res dela in moramo vsi pustiti pri miru, da res potem na koncu naredi najboljše. Perfektno in da je vse tako, kot štima. Torej, to je slika za rojstni dan tvoje mami. Ja.
mi je tako lepo. Verjetno potem tudi kdaj podariš komu, tudi drugemu za rojstne dneve. Fantastično. Ja, res hvala, da si nam pokazala tele slike, zagotovo jih imaš veliko še doma, kaj ne? Larisa, kako pa nasplošno usklajuješ likovno ustvarjanje in pa petje? Oboje vzame verjetno veliko časa za vajo, za trening. Kako razporediš oboje? Nekako sem se zdaj bolj osredotočila na petje in sem se pač odločila, da ko bom imela malo več časa za sebe, bom bolj spet začela risati. Zdaj se res skušam osredotočiti na petje, na vse te snemanja. Ampak verjetno pa ne bi mogla zbrati eno ali drugo, verjetno bo oboje ne, ostalo v tvojem življenju. Kaj ne? Larisa, poleg tega, da si uspešna v petju, v likovnem ustvarjanju, si pa tudi zelo uspešna na socialnem omrežju TikTok. Na promocijskem koncertu smo te pohvalili pa rekli, da imaš 7000, 8000, sedaj te lahko pohvalimo, da imaš že 9000 ljudi v bazi. In ko si objavila to novico, da si zmagovalka Slovenske note 2020, me zanima, kakšni so bili kaj komentarji oziroma odzivi teh. So ti kaj pisali? Kaj so kaj napisali na TikToku? V bistvu so bili vsi veseli, vsi so mi samo čestitali, vsi so bili ful ponosni na mene, le so same pohvale. Super. Kar pa mi je bilo zelo fascinantno, ko smo imeli en pogovor s teboj v zakulisju, oziroma mislim, da ravno na sestanku z Aleksom, je bilo zelo fascinantno od tebe slišati, da ravno zaradi tega, ker si navajena na takšno količino ljudi, da si tudi bila kdaj navajena, oziroma da si že navajena prejeti tudi kakšen negativen, sovražen komentar. S tem smo imeli tudi letošnje leto novo izkušnjo na Slovenski noti na promocijskem koncertu, na YouTube live prenosu. In me zanima, kako se odzoveš na te negativne komentarje, kako si mogoče v glavi narediš, da te ne prizadane, no? Imaš kakšen... Meni so v bistvu vsi ti hate komentarji zelo smešni, ker v bistvu vem, da niso resnični in s tem, kaj tisti hejterji pišejo, v bistvu samo sebe opisujejo. Točno to. In si mogoče potolažila kakšno punco oziroma finalistko po promocijskem letošnjem koncertu? Ker veliko prijateljic je imela s tem izkušnje in sem jih tudi veliko krat mogla potolažiti. Torej nekako znaš potolažiti ravno zaradi te. Zelo lepo. Larisa, sedaj imam pa zate eno posebno presenečenje pripravljeno. Namreč letošnje leto si na finalnem večeru zapela pesem, zelo posebno pesem, kaj ne? Rada bi. In me zanima, komu je bila ta pesem namenjena? Oziroma, kaj je bilo s to pesmijo? Si jo komu kaj posebno posvečala? V bistvu posvetila sem jo v bistvu vsem, ki imajo radi glasbo, namenjena, da bi zdaj bila, ne vem, kakšni osebi nisem hotela, ampak pač tako vsem, ki imajo radi glasbo, ki radi poslušajo. Dobro. In na tem mestu imamo zate eno prav posebno sporočilo, prav posebne osebe, prav posebej personalizirano samo zate, tukaj le na naši tablici. In ti si bom sedaj dal tale videoposnetek in upam, da boš potem povedala, kako se boš počutila, prav? Zvoli. Živjo, draga Larisa, jaz ti želim še po tej poti še enkrat res najiskreneje čestitke za tvojo zmago na Slovenski noti. Ne zgodi se ravno pogosto, da si pevci izberejo kakšno od mojih skladb. Tale je bila res zelo zahtevna, zato ti še toliko bolj trdno kličem bravo. Želim ti vse dobro na tvoji nadaljnji pevski poti in da bi vedno čutila tisto smer naprej. Delo, trud, nenehno napredovanje, vsak dan se človek kaj novega nauči, sploh pri tem poklicu, ki ima svoje pluse in minuse, ampak jaz ti res želim, da bi bilo plusov čim več in da bi vedno in vsakič znova uživala, ko si na odru, uživala v svojem delu, uživala ob tem, ko lahko nekaj ustvarjaš in soustvarjaš skupaj s publiko, skupaj s tistimi, ki te bodo spremljali na odru in pod njim. Tako da, kaj ne drugega rečem, kot samo tako naprej. Torej, posebno sporočilo smo prejeli samo zate od avtorice oziroma izvajalke tvoje pesmi na finalnem večeru Nuške Drašček. Ogledala si je tvoj finalni nastop, ti čestitala, sedaj tudi osebno. Kako se počutiš trenutno?
Joj, ful sem vesela. nisem pričakovala tega. Zagotovo je takšen občutek, a ne, da oseba, od katere pesem si ti izvajala, sedaj veš, da si jo gledala tvoj nastop in te opazila. Ja. Tako da Malo. upam, da ti bo to dalo dodatno spodbudo za naprej, da boš vedela, da si na pravi poti in da boš tako tudi vztrajala za naprej. Definitivno bo. Mi bi se pa na tem mestu seveda toplo radi zahvalili naši Nuški Drašček, da je posnela to posebno sporočilo za našo Lariso. Larisa, vseh teh lekcij, ki jih sedaj že pri 13 letih, a ne, mogoče to mnogi te imajo, mogoče za starejšo, ne dojamejo, da si še toliko mlada in se res vidi, da si zelo čustveno inteligentna pri teh letih, zelo mentalno zrela. Vseh teh lekcij te zagotovo uči tudi tvoja mami, Klementina, ki je bila pravzaprav na vseh dogodkih letošnje Slovenske note s teboj. Kakšen imaš kaj odnos z mami? Povedala si že, a ne? Ja, Slika. moj mama je res najboljša mama na svetu. Res, vsak bi mogel imeti tako mami, ker res redko katera mama je tako dobra, kot je moja. Res pač vozi me na nastope, navija za mene, res želi mi res najboljše in sem ji zato res zelo hvaležna. Zelo lepo slišati. Kaj pa je mogoče tisti največji nauk, ki ti ga je mami položila? Da res moraš biti vedno pozitiven, nikoli ne smeš razmišljati o negativnih stvarih, vedno moraš biti pozitiven, dobre volje, nasmejan. Tudi če se ti kaj slabega zgodi, greš vedno naprej. Ja, ona je vedno taka pozitivna. In ti vliva Ja, to vedno. pozitivnost tudi tebi in se nekako vajin odnos s tem samo še krepi, Ja. bi lahko sklepali. Zagotovo pa pri teh letih, a ne, tudi ti pridobivaš ogromno znanja in tudi ti učiš svojo mami. Kaj pa je to mogoče tisto, kar pa si ti naučila sedaj svojo mami? Zagotovo se učita, ne, druga od druge. Ja. Jaz sem jo mislim, da naučila, da nismo vsi enaki, da si je vsak človek različen. Jaz sem sicer tudi disleksijo. In je zaradi tega tudi mogla tudi veliko pretrpljenja vložiti, ker jaz sem pri matematiki sem malo bolj slabša in sem zato pri likovni zelo dobra in jo mislim, da to naučilo, da si nismo vsi enaki, da smo si vsi različni. Torej, si učila nekako te različnosti. Ja. Ja, to je res lepo slišati in res bi si, kot si rekla, vsak človek zaslužil takšen odnos s svojo res mamo, je. kakor jo imaš ti. Zelo lepo. Larisa, na tem mestu bi si zopet vzela eno kratko pavzico. Za vas, drage in dragi, smo pripravili prav poseben venček oziroma seznam želja, ki jih želimo za vas v letu 2021. Tako da vsi ključni akterji in akterke vam bomo sedaj voščili za novo leto, ki prihaja. Prosim. Dragi poslušalci, drage poslušalke, iz srca vam želim miren nastop v čudovito 2021. Želim vam notranjega miru, osebne sreče in res tiste srčne, pristne radosti v letu 2021, ki prihaja. Vse dobro! Živijo, sem Alen in skupaj z Leonom sva letos odvodila Slovensko noto. To leto je bila preizkušnja za nas vse, a smo kljub temu uspešno izpeljali finale in izbrali zmagovalko letošnje Slovenske note. To kaže, da nam lahko vse uspe, zgolj če držimo skupaj. Zato vam v naslednjem letu želim, da ostanete še naprej povezani in da držite skupaj. Uživajte še naprej v slovenski glasbi in v slovenski noti. Vse dobro v 2021. V tem letu vam želim zdravja, sreče, velikih nasmeškov, da bo to najboljše leto in da se boste pač imeli fajn. Srečno novo leto! Hej, sem Larisa Leva, ravno kar se vam javljam iz svoje sobe. To je moj bratranec Leon. Hej! Ravno kar je prišel k meni na počitnice. Kot veste, leto 2020 se nam izteka in približuje se nam leto 2021. In pri tej priložnosti bi vam res rada zaželela eno srečno, zdravo, uspešno, polno veselja
In res želim vam veliko ljubezni, ker je to res ena najbolj pomembnih stvari. Rada vas imam. Adijo! 2021, naj bo veselo, naj bo lepo, naj bo zdrave polno. Skratka, želim vam vse najboljše. Poleg tega želim videti čim več nasmehov, pa ne tistih pod maskami, seveda. Prav tako pa vas vabim ogledati moje nove pesmi z naslovom Decembrski poljub. Upam, da vam bo všeč. Se slišimo? Mua! Zdravo! Ker vemo, da je letošnje leto 2020 bilo za nas precej drugačno, vam v prihajajočem letu 2021 želim predvsem veliko zdravja, sreče, uspehov in pa da se vam uresničijo tiste skrite želje in pa da kljub trenutni situaciji in razmeram, ki so in ki mogoče še bodo, ostanete pozitivni in pa v krogu vaših najbližjih. Zmagovalka slovenske note 2020 je. A ja, ne, napačen tekst. Živjo, lepo vas je videti takole nadaljavo, upam, da uživate, da se imate fajn, doma, ker kam drugam itak ne moramo, ampak brez skrbi, vse to bo enkrat minilo. V novem letu vam želim, da si upate narediti korak naprej, da najdete svoj pravi izraz in da poleg tistih obveznosti, ki jih imate, počnete tudi stvari, ki vas osrečujejo, stvari, v katerih neskončno uživate. Naj bo novo leto za vas polno uspehov in nasmehov. Vse lepo, pa se kmalu spet kaj vidimo. En lep pozdrav vsem skupaj, tukaj Manca. Leto 2020 je že naokoli in leto 2021 nam že odpira svoja vrata. V prihajajočem letu vam želim obilo uspehov, obilo zdravja, sreče, veselja, v glavnem vsega, kar si sami želite. Želim vam, da cenite tiste stvari, ki jih ne moremo kupiti, kot so družina in prijateljstvo. In kot pravi pesem, kaj je to življenje, odeve bo to. Drug drugega v oči poglejmo, saj lahko nas jutri več ne bo. To vam polagam na srce in vam želim, da živite dan, kot da je zadnji. Ker res ne vemo, kdaj bo zares zadnji. Objavite ljudi, ki jih imate radi, povejte jim, da jih imate radi. Ker to v današnjem svetu, v današnjem času veliko šteje. Imejte se radi. Pa lep pozdrav. Mua. Živjo, jaz sem Nuša, nahajamo se v moji sobi z diskom. Zdaj si imam eno voščilo, sem ga napisala. Ja. Veliko sreče in lepih sanj naj prinese božični dan. Novo leto naj zaživi, brez oza in skrbi. Vse, kar upaš, naj se izpolni. Vse, kar iščeš, naj se odkrije. Vse, kar v srcu čutiš, naj se ti osebno v srečo izlije. Srečno novo leto vam želim jaz in moja družina. Živijo, tukaj sem s Pohkotom v našem toplem domu. Zakurili smo kamin, vse je že lepo praznično. In ja, pač rada bi vam rekla srečno novo leto in upam, da bo 2021 boljše leto kot 2020. Ja, adijo! Živjo, sem Živa. V novem letu želim, da bi uresničevali svoje sanje in bili pri temu drzni, samozavestni in sproščeni. Da bi najdel svoj izraz, tako kot smo ga mi, in da bi ga živeli. Želim vam srečno, veselo in predvsem zdravo novo leto. Svanec in Diana in letos imava za vas prav posebno sporočilo. Da bi izgubili vse koronske kilograme in sicer s plesom na vseh žurkah, ki jih bomo lahko končno organizirali. Da boste lahko obiskali čim več zabav in kulturnih dogodkov. Da bi dobro jedli in ob tem uživali tako ob slovenski kot ob tuji glasbi. Da boste lahko čim več potovali. Uživali ob druženjih in sicer v živo in ne več preko Zooma. In da bomo končno lahko rekli koroni bye, bye, baby! Uživajte! Tako smo že nazaj tukaj v Slovenski Bistrici pri naši Larisi. Malce sva se našemila za šalo, ker se seveda sedaj približuje praznovanje letošnjega leta. To so naše želje od Slovenske note 2020 za vas, za prihodnje leto 2021. Larisa, letošnje leto je bilo res tvoje. Zmagala si na Slovenski noti 2020, izdala svojo prvo pesem, začela nekako to pot začetno, prehodila prvi korak. In me zanima,
kaj bi rada spovedala vsem, ki so te letošnje leto podpirali, tako tisti na televotingu, tisti doma, prijatelji v šoli, kaj bi jim rada vse sporočila? Res bi se rada vsem zahvalila za vso podporo, ker ste me spremljali, za vsa glasovanja. Res hvala vam. Krasno. Larisa, jaz bi ti še enkrat v imenu Slovenske note in v imenu Mladinskega centra Hrastnik res toplo in iz srca čestital za tvojo zmago, za vstop na slovensko glasbeno sceno, da si v tako zelo kratkem času uspela posneti svojo prvo pesem, jo ustvariti iz nič, posneti videospot, začutiti toliko ljudi, ki so te podpirali in nekako vstopiti na to sceno, ki verjamem, da mnogim ne bi bilo tako lahko, kot je bilo tebi, tako da čestitke tudi za vse tiste muke, mogoče o katerih danes nisva spregovorila. Resnično čestitke in verjamem v tebe in ti želim, da nas boš že mogoče v prihodnjem letu razvajala s prihodnjimi svojimi pesmimi. Hvala. Za na konec, Larisa, seveda, kot smo sedaj v videu povedali, se letošnje leto bliža k koncu. Mogoče sva midva tukaj pripravila otroški šampanjec, sva si natočila, mogoče bi si ga vzela v roke. In vam zaželela, drage in dragi, za letošnje leto, oziroma od letošnjega leta za prihodnje leto 2021. Larisa, kakšne bi bile tvoje želje za vse, ki so na ta večer skupaj z nama? Ja, predvsem bi res rada zaželela mirno, srečno, zdravo, veselo, polno dobre energije, srečno novo leto. In tudi jaz bi se pridružil Larisi. Zaželel bi vam res vse dobro v prihodnjem letu, ki prihaja, ogromno uspehov, veliko zdravja, da se tale situacija s korona krizo malce umiri in da bi bili vsi prihodnje leto še srečnejši, kot smo bili letošnje leto. Predvsem pa naj vas v prihodnjem letu boža slovenska glasba, namreč Slovenska nota 2021 bo in vam želiva z Lariso, da nas spremljate tudi prihodnje leto. Kaj ne rečeva za na konec, kot samo še hvala, da ste bili z nami in srečno novo leto. Lahko noč, Larisa. Najlepše se zgodi.